podžupana Zorana Jankoviča so danes z nami tudi podžupani Nataša Fisko, podžupan Aleš Čerin, podžupan profesor Janez Kožej in podžupan Dejan Cernek. Danes so tudi naši sodelavci, vodja oddelkov. Tukaj vidimo gospo Marijo Farčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, magistra Marjan Rešič, vodja oddelka za kulturo, gospa Simona Lenih, vodja oddelka za nepremičnine skupaj s prvimi sodelavci in tudi direktor festivala Ljubljana, gospod Darko Dorek. Mislim, da sem zdaj vsem povedala, na desetujočih. Župan Zoran Jankovič, podpredajam se. Hvala lepa, dober dan. Začel bom pa s tem, kar me najbolj moti. Ravno kar berem vprašanje vodje sledče skupine Levice za naslednjo sejo v zvezi s Sočo in odgovor nekako ne župan zaščiti interes Ljubljančanov, državljanov pred interesi kapitala. In očitno tudi moj proti kandidat se navadno zlorabljati to besedo, kajti na eni strani tudi v teh treh primerih govorimo o javnem interesu, ki ga imajo ustanove, katerih ustanoviteljica je država. Kadar pa govorimo o ustanovah, ki jih je ustanovila mestna občina Ljubljana za njih skrbi, potem se pa tako lepo tudi v medijih pri vas uporabi beseda zaščitimo javni interes pred kapitalom. Pa bi vprašal koga, če ne da razložiti, kaj pomeni kapitala. V imenu vseh prisotnih, tako podžupanov in ostalih kolegic, zelo jasno povem, da mi ščitimo javni interes Ljubljančanov in da delamo korist Ljubljančanov. Ne bom jokli ponavljal zgodbe, kako smo stali brez tretjine proračuna pred 12 leti. Ne bom omenil zgodbe o povprečnini, vsi drugi župani so se o tem izrekli, jaz nisem nič o tem govoril, pač velja za državo. Bi pa zelo preprosto povedano drugo dejstvo. To, kar je izjavil minister Šabeder, dan potem, ko sem bil pri njemu v obisku in bilo nas je 5 v tej sobi, da ne bo baranto z otroci, je zame nesprejemljivo in žaljivo in ne dovole nikomu to reči. Primer tega je, tu je kolegica Marija Farčič, ki vodi oddelek za predšolsko in šolsko vzgojo. Mi smo letos za te dve področji dali 113 milijonov evrov. Od našega proračuna, ki bo na koncu sveta nekoliko manj 340 milijonov evrov, potem pa zaračunajte. To je ta naša skrb za otroke in mi pri otrocih ne barantamo. Še to bi v tem primeru povedal, da je to več kot tretjino proračuna, ki je šel za te namene in mi smo število otrokov v vrtcih povečali od 8.000 pred 12 leti na 13.500, pri čemer smo v vrhu Evrope, tudi tam, ki imajo brezplačne vrtce, po procentu otrokov v vrtcih. Pri nas je kar 92% otrokov v vrtcih zajetih in skrbimo z njih. Če kdo želi, si lahko tudi pogleda, koliko plačujemo za spremljevalce in potem se bo na to vrnil. Zdaj po tej zgodbi najprej bom šel o tiste zgodbe, ki se nazadnje pojavlja v medijih, govorimo o zgodovinskem arhivu, ki je tu v tej stavbi oziroma soseščini, katerih prostori so nad mojo pisarno. Mi smo se sestali z ministrom za kulturo pred kakšnim mesecem, njegovimi službami, z našimi sodelavci in z njimi se dogovarjamo, kaj je rešitev, dolgoročna rešitev arhiva Ljubljana. Ministrstvo je dolžno poskrbeti za te prostore, prišli so s korektnim vprašanjem, če lahko mi premaknemo ta rok. Moj odgovor je bil, da se bomo o tem takrat pogovarjali, ko bodo zdani terminski plani in lokacija selitve arhiva. Obstajate dve lokaciji, ena na Kledovi ulici, kjer ima ministrstvo te namene zemljišče veliko 3800 metrov in pa stavbo 900 metrov kvadratnih metrov. Ta Kledova, ker verjamem, da ne veste, kje je v Kašlju,
In boljša lokacija, in tisto, kar zagovarja profesor Požir, je lokacija na Roški. Za Roško imajo gradno dovoljenje, treba ga obnoviti. Ampak če nihče ne pove, in če reče minister, da nima v proračunu tega denarja, potem ne vem, kaj ne rečemo mi, kajti če grem na začetek pred 12 leti, mi smo imeli naše sodelavce na približno 27, na točno 27 lokacijah. Potem smo z državo delali projekt ene hiše, če se spomnite, ker bi imelo mesto 34%, država 46%, to je presukarni, ker bi vse na enem mestu imeli za prebivalce Ljubljane. Se pravi, od potnega lista se izbral, ki spada pod ingerenco države, do lokacijske informacije, ki spada pod mestno občino. Država je pred 5 leti od projekta, kjer smo že določene stroke do kaj odstopila, in potem smo mi v principu dogovorili se s to, da bomo probali število lokacij naših sodelavcev v korist prebivalcev Ljubljane zmanjšati maksimum 5 oziroma 6, zato da bi lahko svoje delo opravili na čim manj lokacij. Pravočasno smo obvestili ministrstvo in se ne pogovarjamo z arhivom, ker ne vem, kaj bi se ne pogovarjali, niso oni s svojim ministrstvom pogovarjali, kajti tam je njihova zgodba, da bomo pogodbo prekinili, dali smo poved pogodbe pred 6 meseci ali 3 mesece kot taka in dali odpovedi rok 1 leto, čeprav v primeru, kadar je za brezplačene, vsa ta leta je bil brezplačen, smo imeli možnost dati rok 3 mesece. Zelo zanimivo je, ko zagotavljajo, da se bodo njihovi pogoji poslabšali, bi vam jaz prebral en dopis, ki ga je pisal tedanji direktor arhiva Ljubljane, Svet zgodovinskega arhiva Ljubljane, podpisan je dr. Marko Kambič, predsednik sveta ZAR, in piše ministrici gospe Majdi Šercem. Datum tega dopisa je pa, ne vidim, ako išče tam, ampak mora biti 10 let. Svet zgodovinskega arhiva Ljubljane je sklenil, da vas obvesti o težavah, ki postajajo vedno bolj akutne in od katerih nekatere predstavljajo resno grožnjo za ljudi in gradivo. Z obžalovanjem začudenjem spremljamo zmanjšanje finančnih sredstev, ki ustanovitev namenja za upravljanje javne arhivske službe in za vzdrževanje prostorov v največjem originalnem arhivu v Sloveniji, zgodovinskega arhiva Ljubljane. Kot vam je najbolj že znano, so na sedežu arhiva razmere za delo in za varstvo gradiva izredno neugodne. Zato bi bilo nujno čim prej zagotoviti novo arhivsko stavbo. Glavni vzrok naše skrbi je izrazito preobremenjene stavbe, ki po nobenih merilih ne ustreza arhivskih standardov. Na stenah se pojavljajo razpoke, izbokline, lesenji podi so ponekod žaltirani. Po poročilih vodstva arhiva naj bi slabi delovni pogoji začeli puščati sedove tudi na zdravju zaposlenih, saj ugotavljajo iz leta v leto več bolniških izostankov. Stavba med drugim, na primer, ne omogoča uporabe nobenih pomagal pri premikanju arhivskega gradiva, tako da mora zaposleni gradivo in tudi ves ostali pisarniški material opremo prenašati ročno. Poleg tega je dostop do arhiva za uporabnike zaposleni zelo otežen. Prevoz do arhiva z vozilom je mogoče le do pol 10, dopoldne torej do 10. Prav tako mora večina uporabnikov dostopati peš. Za invalide pa sploh ne streza dostopati prostor. To je bilo leto 2009. 10 let nazaj je ta isti arhiv hotel novo lokacijo. Danes pa razlagajo, da so to njihovi idealni prostori in če se bo zeli na Roško, kar 1 kilometer vzhodno od teh prostorov, bi to pomenilo veliko težav. Pa ne razumem, kdo hoče. Mi bomo na našem sklepu v skrbi za korist in potrebe Ljubljančank in Ljubljančanov ostali. Zaščitili bomo javni interes, poudarjam še enkrat, naših meščank in meščanov. In ne dovolim, oziroma drugače bomo rekel, ne mi kdo razloži, v čem je tu razlika med ubogim arhivom in pa kapitalom mestne občine Ljubljana. Imamo pač v opoziciji tudi take mestne svetnike,
ki bi vse razdali. Ampak pa bi pa vprašal, ki bi nabrali teh 113 milijonov evrov, prej sem se omenil samo na šolstvo. Naj bi še v tem povedal, v tem arhivu, da smo za primer kot občina v Evropi po procentu, ki ga dajemo za kulturo, 11% proračuna, in če se ne motim, je tudi Ministrstvo za kulturo dalo kot primer po vlaganju v kulturo. In naše stavbe, naše vsebine mi redno vlagajo. To je ta prvi primer in še enkrat z ministrom Pozničem in njegovim sodelavcem je bil korektan razgovor, naredili smo zapisnik tega razgovora pod letu in bomo počakali na njihov primer, da vidimo, kaj se bo dogajalo. Če bodo pa šli z nekim rokom, poudarjati z nekim rokom, ki bo rekel, da bo v doglednem času od tega datuma osposobili prostore na Roški, kar profesor Koželj opozarja že leta in leta, to je eno od tistih 14 projektov, ki se ne konča, bomo mi ta rok ustrezno korigirali. Če bomo pa samo tiho, se bomo pač izselili. Imajo svoje stavljanje, pač to je moj odgovor. Če grem na Križank, mi smo pred enim letom vse ministrstva nove vlade napisali spoštljivo pismo, češ vlade smo dobro sodelovali, ostale so preprte zadeve. Tako je tudi ministru Pika. Imeli smo sodelavci številne sestanke. Kot veste, vi poznate Križanke, potem problem hiše znanosti za državo, potem je akademski kolegi na Barvnem semenišču in podobne zadeve. Mi smo podpisali sporazum z ministrstvom, ker smo te vse definirali, ta sporazum je tudi tu na razpolago, lahko si ga pogledate. In v tem sporazumu je napisano naslednje. Glede na to, da smo mi v Križankah lastniki 48% in država 52%, glede na to, da šola zaseda mnogo več kot 52%, oziroma skoraj 75%, se je ta zgodba začela odvijati vključno z ravnateljem, gospodom Martlom, gospodom Brlekom in pod vodstvom podžupana Koželja iskali smo soglasno novo potencijalno lokacijo za šolo za oblikovanje. Celo eno od idej je bila, da to šolo zgradi država na področju Roga. Tako, da bi imel v kleti telovadnico, gor šolo in ker bo Rog kreativna industrija, ko bo enkrat spraznjen strani sodišča, ker bi dobili smo te sodbe, se mi je zdelo meni tudi vsebini zelo primerno, da bi imeli šolo, ki bi se učila in zraven bi imeli prostore, ki bi lahko tudi svoje artikle predstavili. Ta ideja je kar nekaj časa obravnaval, profesor Koželj je celo narisal neko idejno predstavitev tega in so se odločili, da ne. To šolo imajo lokacijo in dogovor je tudi z ministrstvom v tem sporazumu, da jim mi pomagamo z izdelavo OPPN-ja, kajti na Roški bojo zgradili novo šolo. To je tisto zemljišče, ki je bilo včasih v lasti mestne občine, pa smo ga brezplačno prenesli na državo za akademije. In dogovorili smo se, ker piše, da do 1.9.2022 šola stane notri, brezplačno uporablja te prostore, nam pa istočasno v tem roku dajo brezplačno uporabo parkirišča na Nuku 2, ker do zdaj plačujemo za to parkirišče 8.000 evrov na mesec. To je dogovor. Pri čem, še enkrat poudarjam, če ima gospod Martin, ravnatelj, direktor šole za oblikovanje, kakšne probleme, naj se obrne na ministrstvo. Zgodba se pa zapletla in začela se razpletati, ko je po padcu te strehe prišla z naše strani pobuda na ministrstvo, da bi mi novo streho vpeli v šolo. Ministrstvo je pridobilo statično raziskavo inštituta, da je šola statično nevarna in da ne more dovoljiti te strehe.
rekel, v redu, pač ne bo te strehe v petri, smo naredili zdaj kombinacijo, kako bo streha postavljena samostojno v stepih. Tudi, če bi ostalo to razmerje 52-48. Mi te prostore nujno rabimo, kajti festival mora biti na koncu, po kulturni vsebini, da ne razlagam, kakšne prostore imajo za svoje podporne službe v Ljubljani. In ministrstvom smo prišli do tega sporazuma, zdaj se pripravljamo minalne pogodbe, ker je bilo izhodišče tudi strani ministrstva, da ne bi bilo denarnega toka, smo v bistvu gledali, kaj lahko pride vse v zamenjavi. Imamo spet vse dokumente, ki jih lahko pogledate, in v tej zamenjavi mi dobimo v bistvu teh 52% šole od preko kvadratnih metrov, država pa pridobi zemljišče na Barjanki, tako čez Gledališčico, tiste vrtički desno, ki je izjemno atraktivno za hišo znanosti, za katero je država dobila evropska sredstva. In zdaj, če se ne dobro vem, zdaj ogradno dovoljenje. Tako da tudi pri tej šoli ta poziv, mi nismo na prodaj, pravzaprav ne razumem, kdo jih pa prodaja. A se kaj dogaja s tem? Očitno se je mislil zgolj 3 leta časa, da bo omogočil novo šolo. To, da nekdo razlaga, da je v tej lokaciji pa to kreativnosti, ki se bo zgubilo, ker je lokacija na Roški, potem bi jaz vprašal, kaj počnejo učitelji in ravnatelji. Absolutno zavračam, da spet kako. Za primerjavo, skrb mestne občine do svojih učenk in učencev. Mi imamo letos več kot 50 otvoritev. Mi smo vse naše objekte, šol in vrtcev statično preverjali in statično sanirali, razen 2, ki se na vrsti drugo leto, v skrbi za otroke. 50 otvoritev, me zanima, mogoče ne znamo to vam predstaviti, ampak danes imamo 3 otvoritve. Ob 13 uri odpiramo prenovljeno šolo Oskar Kovačič, ob 15:30 imamo otvoritev za pse in mačke v Gmajnicah in ob 17 uri odpiramo prenovljeno šolo Poljane, tako statično kot energetsko. Se pravi, skrbimo za varnost otrok in obenem skrbimo za čisti zrak, ki imamo tudi želico prenovo. In vprašujem se v bistvu, zakaj je taka histerija? Še kaj bom vprašal, ko bo spet eno omenil, kako na eni strani imamo ubogo državo, pri 10,5 milijardah ne more najdeti za novo šolo pa nov arhiv, in potem imamo pa mestno občino, ki ne bi bila, a ne, se upravičujem, imate župana, ki je pa kapitalno usmerjen. Mislim, kako je fajn to rešiti? Ne restiš. Ne še enkrat pokaže nekdo, v imenu vseh govorim tle, mojih sodelavcev najožjih, pa tam, ki sedijo, kje nismo zastopali javni interes. Ne sam en ostane pa reče, kje nismo zastopali javni interes, sem pripravljeno se odgovoriti. No in te tretja stvar, Soča. Prvi dokument podpisan je bil minister Miklavčič. Oni so našli, kako bi to uredili, enostavno 12 let ima Soča pa nas brezplačno najem, brez ene besede. Če se ne motim, je nekaj kamer bilo tudi na otvoriti zadnje pridobitve Soče letos, ker sem bil tudi jaz. In če se tudi ne motim, se v tem svojem govoru direktor Cugler zelo zahvaljal mestni občini Ljubljane za razumljeno. Fakt. In potem se je skozi naslednjih 5 ministrov za zdravje ta problematika predlagali iz leta v leto. Prvi, ki smo naredili na osnovi zakona o glavnem mestu, ki je bil pred našim mandatom, je bila vlada Janeza Janše in je Janez Janša določil Gregorja Viranta za pogajalca z mestno občino v urejanju skupnih zadev, tako eno kot drugo javni interes. Pri nas je to določil kolega Čerin in tisti dokument je imel 68 točk. Kaj je treba medsebno urediti?
Ta dokument se je z vsako naslednjo vlado obnavljal, tudi sedanjo vlado imamo pripravljen, imamo še podpisan, imamo odprta vprašanja, ker je tudi to vprašanje zamenjava zemljišče pri Soči za prostore Stare Pravde. Zdaj, mi smo že takrat povedali, pred 12 leti, da bi te prostore potrebovali za širitev vrtca. Spomnite se takrat, koliko je bilo otrok, ki so ostali v coni. In za Valdorfsko šolo, ki je javna šola, je dobila koncesijo od države, ne od mesta. Ja, Iztok Kordiš je moj prijatelj že 50 let. Sedela smo skupaj v gimnaziji v isti klopi. Če je to kaznivo dejanje, potem je kar kaznivo. In takrat smo rekli, da bi to kombinirali Valdorfski vrtec šolo z dnevnim centrom za starejše, medkulturnost. Preden se kako odločimo delati, je treba vedeti, ali bo ne bo. Zdaj, tisti, ki razlagajo, da mi selimo dializo, ne, pa avtizem, mi ne selimo nič. Se mora razumeti za mislično zdravje. Celo obratno, kolegica Marija Fačnik je povedala, da imamo izjemno dobre odnose z Centrom za avtizem, celo, da smo edina občina v Sloveniji, ki ima izobraževanje za pedagoge, ki delajo z otroci s posebnimi potrebami. In če se ne motim, bo Marija pol več to razložila, da smo za primer ne samo Sloveniji. Tisto, kar je moteče, skozi vso to obdobje smo se pogovarjali z vsemi ministri zdravje, imamo tu fascikel, vsako točko sem označil, kadar če pogledajte, kolegica se ni obodala. Zelo zanimivo je, da je ta pogovor šel na ta način, da še sedanji minister zdravja, ki je bil predtem direktor UKC-ja, ko smo se razšli za tem, kar bom pa zdaj povedal, stoji, zraven mene bila kolegica Simona Remih in pa direktorica Urša Avtomničar. Minister je imel svojo direktorico pa se in je bilo še bolj jasno. Mi podpiramo Uni Soča, mi imamo to razpis, dražba ostala, dražbe ne bo, ker se nobeni plačal varščine, ampak tudi, če se bo javil kupec, mi to točko B ne bomo prodali, ker je not napisano v dražnih pogojih, da tudi kupec je lahko izločen. Je pa čas, da stvar uredimo in je čas, da enostavno na tam čim prevedemo ceno. Minister je pa nesel svoja proračuna za leto 2020-2021, komentar je bil župan. Jaz v teh proračunih nimam nič, zato spremljam, ker bi mogel dati denar UKC-ju, da bi UKC omogočil dializo in avtizem na področju UKC-ja. Govori se, to bomo še koliko povedal, o stavbi, ki je UKC-ju prazna. Bom pogledal, kaj se da narediti in ostalo, ko smo se razšli, da bo do konca leta dal nek predlog, da bom šel na pogovor z direktorjem UKC-ja in boste videla, ali je tudi za UKC to spremljivo. To je bil naš zadnji stav. Moje pa bilo, čas je, da to uredimo. Ne rabimo zdaj, lahko ostanemo 2 leti, dokler ne uredite prostore, ker nam je važno, da vemo, tako pa smo naredili za misel za šolstvo, da bo to čez 3 leta prišlo v upravljanje mestne občine, kar pomeni, da lahko mi začnemo delati projekte. Dejstvo je še eno, da jaz sem mislil še vedno dobro sodeloval in na tistem novembrskem sestanku, spet, če se je bilo v tej sobi 9 od 10, tudi šef investicij iz UKC-ja, gospod Cugelj, direktor Soče, sem zelo jasno povedal, da mi Sočo podpiramo in da mi zemljišča ne bomo prodali, ampak gremo na dražbo, da lahko konec se pogovarjamo o kakšni vrednosti govorimo. Simon Vrhunc, bivši direktor UKC-ja, je še pripravil predlog in tudi delno že za investicijo, da se dializa seli v to stavbo, ki je bila včasih za vas v predelu, so jo celo statično sanirali in prazna zdaj stoji. Ampak to je njihova odločitev, ne moja.
Mi tukaj skrbimo, pravim še enkrat, za dobro Ljubljančano in Ljubljančano. So se odločili, da ne bo seliti, noben problem. Ne plača zemljišče, so rekončani. Zdaj pa to, bomo pustili, novinarjem, ki lahko tako z prsta rečejo, v kamero, zemlja je vredna 100 evrov, ni 500 evrov, pač vzem si s to pravico, s koncev očitno vi usmerjate in odločate. Mi smo dobili uradno ponudbo, ki je sicer neformalna, kajti formalna je lahko samo na javni dražbi, ko je Mijaks napisal, čeprav so strokovno ocenili, da je vredno zemljišča 230 evrov po kvadratnem metru, ponujajo 300 evrov po kvadratnem metru. To je naše omogočenje, da gremo v neko dražbo. Mi smo šli na sejo mestnega sveta, ker prejmemo dobiti soglasje po ceni 400 evrov po kvadratnem metru. In dejstvo je, da se napisal, da moj zahtev 500 evrov po kvadratnem metru. To je samo gor tistim, ki pravijo, da je šef Mijaks moj prijatelj. Sem povedal, da ni moj prijatelj in na tem stoji. In zdaj se vidi njegove izjave. In še eno stoji, da to, kar je gradil v Ljubljani, z Ljubljano, nismo imeli nobenih problemov. Je bil korektan investitor. In vidite, te tri vprašanja. Še eno, kako mi cenimo to Sočo, je pa tukaj profesor Koželj, ki je projekt širitev Soče predstavil kam? Na Nipinu, na sejmu nepremičnin, kot tisto, kako skupaj delata država in mesto. Sam naredil, sam narisal, vam bom več povedal. In jaz se res sprašujem, kako ne razumem to, da država 10,5 milijard nima 3-4 milijone za arhiv, pa za zemljo pri Soči, a ta Grdi Janković, ki skrbi za bilanco, mesta občine Ljubljana in za naše meščanke in meščane, pri 300 milijonih, pa je res obnaša se in ne da brezplačno. Se bi me mogel vprašati, če dam brezplačno, utemeljito, in mi bomo še vedno ostali v tem, da bomo skrbeli za naše meščanke in meščane in za naše otroke. In mi bomo z dejanji, tako kot doslej dokazali, da to, kar govorimo, drži in da ni nobenih floskul in nobenih zvenečih besed, ampak pravim še enkrat, vse drugo, nič ne zamenša bedru, ker sva pravim korist dodavala razen te besede. Meni, da kdorkoli v tem mestu očita, jaz barantam z otroci, je nedopustno in ne dopušča. In še enkrat pravim, srčno upam, da po današnjem dnevu boste dojeli, da te floskule opozicije, ki malo razlagajo, pa veste, malo brata zbetoniral, pa malo bom betoniral, pa ne vem kaj, vabil sem nas vse, da prijete na naša pogajanja kot daljni del. Eni ste tudi bili naši pogajanja. Veste, kako teče na pogajanja. 50 000 javnih naročil praktično brez pritožbe. Zakaj že? Ker nismo transparentni, da ne bo država. Ampak, ker se sami zberejo, nisem zberejo. In mi imamo našo vizijo, ki je zelo jasna, ki skrbimo za infrastrukturo, ki skrbimo za prometno mobilnost v Ljubljani, tisto, kar je naše, dodajmo ne za obvoznico, da lahko razvajamo kakšne ceste, ki skrbimo za kanalizacijo, od 86% smo zdaj prišli na 88%, čez 2 leti in pol bo 98%, ki skrbimo za zrak v Ljubljani, naredili smo 100 hektarjev novih parkov, za velikih območij, posadili 40 000 dreves. Je zelo zanimivo, ko smo bili na enem seminarju v Parizu, nerazkrat z županjem ali da bo skupno omizje. Po tem omizju je imela novinarsko konferenco, ko so vprašali, kako boš rešila zrak v Parizu, je rekel, obrnite se na moja kolega Jankovića, oni so to naredili. Veste, mi imamo še veliko lečetov, še veliko plan. Jaz nimam nobenih težav, da začnem zdaj razlagati vsako cesto. Nimam nobenih težav, da razlagam v projektu Bicikl, katerega lastnik gospod Beko razlaga, da smo v vseh mestih v Evropi, kjer imajo njihov sistem bicikla, smo mi svetovni rekorderji, že na evropski rekorderji po številu uporabna ta.
Jaz nimam nobenih težav, da razlagam, da bomo naredili zdaj novih 18 postajališč bicikla in zato nismo dali nobenih dodatnih oglasnih desk, ampak v aneksu tisto, kar je bilo predvideno, podaljšati pogodbo za nastrešnice. In ta naš bicikl je tako v uporabi, da tudi razumemo, da število potnikov na avtobusih se zmanjšuje. In nam se zdaj nekaj dogaja, da je zadnje čase, ker me enkrat naša mestna svetnica, Maša Kocin predlaga, naj Ljubljana sledi ministrici in ne daje brezplačne vozovnice za upokojence. Se rekel, ne, vse je lepo slišati, to je tak lep ukrep, sam pa moram drug priti po vse razstavljati v tem mestu. Kajti, mi smo imeli včeraj, zato nisem šel tudi na ta odbor, ker smo včeraj sejo skupščino holdinga, vse naše podjetje plane za drugo leto sprejeli, ocenili rezultat za letos in še enkrat bom ponavljal v LPP-ju. Plače zaposlenih v LPP-ju so 29 milijonov evrov letno, 29 milijonov. Zavarovanje avtobusa je milijon, gorivo za avtobuse letno 6 milijonov, 36 milijonov, samo osnovni stroški, brez amortizacije, brez vseh popravil. Mi prodava kart v Ljubljani dobimo 20 milijonov. Prodava kart med mesti, kjer vozimo še 24 milijonov. 24 milijonov, da pridemo do te cifre, da bojo letos tudi pozitivni, bolj pozitivni, je mesto dalo 14,5 milijonov subvencije, poudarjam 14,5, država 8, ostale občine milijon pa pol. In potem še nekdo pride pa reče, ne, dajmo to urediti, pri čemer mesečna vozovnica za upokojence, dijaki, študenti, ostali ista, vsa ta čas nespremenjena. Ravna vozovnica po 237 na mesec. Tako da je to ta uvod, kar se mene tiče, ne. Vsa vprašanja so dopustna, ni ovir, ker je bilo enkrat potno to razčistljeno. Pa bom razmislil, če nam spet redno mesne konference, ne, ker se mi zdi bolj, da meni tle vprašate, da imate se neko odgovor, kot da že vse napišete, pa jaz hodim pa se zagovarjam pred vsemi.